Dober večer. Sem zelo vesela, da smo se zbrali v tako velikem številu. Prav res lepo vas je videti. Ta goriški večer je ponovno tukaj v enklavi duha bivše Jugoslavije, ampak z jasnim poslanstvom širjenja vrednot slovenske osamosvojitve. Pokrovitelj večera je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Širjenje teh vrednot pomeni tudi, da je sklepanje kompromisov s tistimi, ki jim osamosvojitev ni bila intimna opcija, jalovo. Osamosvojitev je bila velika stvar, pravi Stane Granda. In stopati moramo po poti, ki nam bo omogočila, da bomo v Sloveniji živeli po slovensko. No, sedaj pa, da najbrž ni treba, da predstavim, ampak kljub temu, nocoj imamo tukaj gospoda Aleša Štrancarja, znanstvenika, podjetnika in velikega borca, udarnega borca za svobodo govora, za pravičnost. Pogovor z njim bo vodil gospod Jože Možina, tudi znan RTV novinar, zgodovinar in zelo znan tudi po tem, ker vodi oddajo Pričevalce. Tako, želim vam prijeten večer. Spoštovani in dragi rojaki, dober večer. Res sem zelo vesel, na pol domače se počutim, da sem v taki družbi in seveda z gospodom Alešem Štrancarjem, podjetnikom, inovatorjem, kot je bilo rečeno, dobrotnikom, a je še marsikaj drugega. Tu je človek, ki je zaveden primorski Slovenec, tega ne skriva, je odkrit kristjan, tudi tega ne skriva in pravi družinski človek. Ampak kot je moja predgovornica omenila, pač prihajam z ene ugledne ustanove javnega medija in malo poklicna deformacija je, da znam nekako upravljati pogovore samo v stilu intervjuja in pričevalcev. Zdaj bom gosta najprej vprašal, katera forma vam je bliže? Intervju ali pričevalci? Ja. Mislim, da so pričevalci tista zgodba, ki je pomembna. Predvsem, da jo razumemo in da potem te zgodovine ne ponavljamo. Tako da, dragi doktor Jože Možina, velika zahvala za ta tvoj trud. To ni bo čist namen, ampak veš, forma pričevalci je taka, da seveda traja 2 uri in več, intervju pa približno 50 minut. Bomo naredili neko kombinacijo, ampak bomo bolj šli proti intervjuju. Torej, ste doktor Štrancar, sin Vipavske doline, ampak svet se odpre, tudi na Vipavskem se odpre proti zahodu, proti Gorici, proti Goriški, medtem ko proti Ljubljani je pa neka neravna prepreka. Kaj vam pomeni Gorica, Goriška za vaše prednike in tudi za vas osebno? To je najlepši konec sveta, tudi glede na to, da sem precej sveta že videl. Mislim, da se lahko Bogu zahvalimo, da smo se tukaj rodili, kljub vsej zgodovini, ki ni bila lepa, ampak verjemite mi, to je daleč najlepši konec tega, mislim, daleč najlepši del celotnega sveta. Za tega se velja boriti, za to našo Vipavsko dolino in se bomo borili za našo Vipavsko dolino. Pa tudi, če bo treba na razdrtem mejo postaviti. Malo se bova dotaknila tudi vaše družinske zgodovine. Mislim, da je pomembno, da se razumemo, odkje so naše in v tem primeru vaše korenine. Zdaj po svoje je neka anomalija tudi slovenske družbe, da se zmeraj sploh ločujemo na temo druge svetovne vojne, kdo je bil kje. Pa bom kar direktno vprašal, kje so bili vaši med drugo svetovno vojno, z kakšne družine ste, vemo, oče je bil s Planine, Štrancar, mama pa Žapuš. Tako. Ja, kot vsak zaveden Primorec v tistem času so bili pač moji predniki na strani osvoboditve izproti Italijanov, torej na strani partizanov. In tudi dobro vemo, da pravzaprav do februarja 1943. leta, ko so ubili Vojka, Grajf in njegova banda,
so bili partizani pravzaprav osvobodilna vojska, nikakor ne revolucionarna, torej komunisti so nam pravzaprav domače partizanstvo ukradli. In tu je nek del zgodovine, ki je drugačen kot je v drugih koncih Slovenije in mislim, da moramo biti na njega ponosni. Jaz sem ponosen, da so moji starši oziroma stari starši bili protifašisti in tudi sam postavljam iste metode danes proti fašizmu. Star oče je bil celo vključen v Osvobodilno fronto. Ja, moj oče je bil brez ene noge kot ruski vojak oziroma avstro-ogrski vojak zjet na fronti, zgubil nogo in potem pod Moskve peš čez Finsko, Dansko, Nemčijo domov, približno pol leta. Tako da bom rekel, malo trme imamo po rodu. In glede na to, da je pač bil brez noge, po hosti se ni mogel preganjati in je potem bil določen kot blagajnik Osvobodilne fronte in seveda zbiral denar z Primorsko osvobodilno fronto. Primorsko partizanstvo, nikakor ne komunizem. Komunizem v naši hiši nikoli ni bil dobrodošel. In kot bi moja mama rekla, če bi se vpisal v partijo, te ubijem. Tako približno, bi me ne ubila, ampak sigurno mi ne bi bilo dobrega, če bi se vpisal v partijo. Zdaj, vaša mama je Žapuš, kjer se je zgodil ta pomor oziroma družine Brecelj Žapuš. To je gotovo delovalo tudi na njo. No, mislim, moja mama je bila prvi sosed te družine Brecelj, tudi videla, kaj so s temi ljudmi delali, ko so jih lovili po vasi. Punce so bežale, seveda, ko so prišli klavci v vas in kako so jih pač tudi mimo hiše, pravzaprav pred vrat hiše, eno od teh punc vlekli za lasi, že precej potovčeno. Tako da ta zgodovina me spremlja že od malih nog, bi lahko rekel, da sem pač pil protikomunizem z mlekom mamin. In tudi sploh pri mami doma je bila vedno politična debata, seveda so nas mulce ven zagnali, ampak s bratrancem, ki je žal že pokojen, so bila vedno pri vratih z ušesi, kaj so tam čez dvoje vrat govorili in seveda so vse to lepo poslušala in nam je bilo že mrske jasno, ko so bila že mulca. Tako da protikomunizem, protifašizem je nekaj globoko v koreninju, tako po očetovi in tudi mamini strani. Ja, žal je tako, da se o obeh pojavih še pogovarjamo, ker so na tak ali drugačen način še živi, tega se bomo pozneje še dotaknili. Mogoče še beseda prav o fašizmu. Člani fašistične stranke so bili v primorskih, vipavskih vaseh zelo redki, tisti, ki so imeli cofe oziroma kape s cofi. Kakšen je bil odnos vaših prednikov do fašizma, vašega starega očeta, na kakšen način so se spominjali tega obdobja? Jaz sem imel 3 tedne, ko moj star oče umrl, od očeta kaj dosti nisem zvedel. Oče mi nikoli ni povedal, da je bil 10-krat pred nemškim šmajsterjem, ker so pač iskali dokumente, ki jih je skrival doma, torej tisti, ki so dali za Osvobodilno fronto, so dobili neke obveznice in ena kopija je bila seveda pri blagajniku in te stvari so iskali, kar so pač domobranska postojanka izdala Nemcu, da pač moj star oče zbira denar, tako da nič ne očitam tem domobrancem, da se razumemo, ampak pač vojna je vojna. Ja. Tako je bilo. Kaj je bilo vprašanje? Ne, se bova še vrnila k fašizmu in komunizmu, nažalost se moramo s tem ukvarjati. Mogoče to, gospod Štrancar, glede na to, da se je družina žrtvovala za osvobodilno gibanje, kakšno usodo so pa doživeli po vojni, po osvoboditvi, kot se reče? No, tisti, ki so šli v partizane 45. so seveda bili prvi na vratih, ko so staremu očetu pobrali trgovino, nacionalizirali, torej moj oče je bil veletrgovec, bil je trgovec, ki je prodajal na vasi, takrat mogoče je bilo tudi 90 hiš, torej velik kapitalist, velik in kot tak nekako obsojen. In prvo, kar je bilo, so pač nacionalizirali vse in tudi vse, kar je bilo v trgovini, pobrali in tu so pobrali tisti, ki so pravzaprav se celo vojno skrivali, celo včasih bili bolj na drugi strani, ampak se vemo, vojni dobičkari in revolucionari
in domoljubi, to so tri različne zadeve. Mogoče še ena značilnost, ki je tudi v vaših pričevalcih bila večkrat izpostavljena in na naši vasi je bilo podobno. Edini fašist na vasi je prvi po vojni dobil borčevsko pokojnino. Tako da po domači bi rekli, da drek zmeraj na vrh plava. Ja, nekaj podobnega se je dogajalo tudi v eni vasi Brje na Vipavskem, ne? Ampak dobro, ne bomo sedaj o tem. Kaj pa vaša nazorska formacija, dr. Štrancar, govorim o nazoru, svetovnem nazoru, pa tudi končno o tej virski podlagi. Na kakšen način vam je bila podana in morda tudi kakšen vpliv je imel na vas vaš sorodnik, duhovnik, znamenit duhovnik Anton Štrancar? No, sigurno je gospod Štrancar en od vzornikov pravih duhovnikov z veliko začetnico, ki so se najprej žrtvovali za narod in za Boga, ki so sledili tudi svetopisemskemu nauku, da pač poučujte v njih lastnih jezikih. Torej, ne pristajam na tezo nekatere duhovščine, ki pravi, da ni važno, a je narod ali ni naroda, da lahko pozabimo na narod. Nasprotno. Bog nam je dal narod, dal nam je svoj jezik in naša dolžnost in naloga je, da to ohranjamo. Torej, mali stric Tone, ki so ga hoteli likvidirati na teh tolminskih procesih. Potem moj dragi prijatelj Danilo Lisjak in tudi dragi prijatelj Bogdan Vidmar, ljudje z veliko začetnico in še bi lahko našteval. Tudi imamo, bom rekel, eno dobro, močno zgodovino primorskih duhovnikov, ki so pač vedeli, kaj je njihov poslanstvo in so tudi vedeli, zakaj so posvečeni in zakaj so meziljeni. In z tega stališča jim je bilo mnogo dano, kot bi rekli, in od njih se bo mnogo zahtevalo. In mislim, da so ti ljudje svojo nalogo več kot dobro izpolnili. Me pa žalosti včasih, ko vidim kakšne mlajše njihove prijatelje, kolege, ki pozabljajo na svoj rod in predvsem pozabljajo, kaj pomeni Božji nauk. Gotovo bova morala tudi te stvari odpreti. Glejte, ena od stičišč slovenske primorske kulture in naše narave je tudi petje, ne? Vi ste bili predsednik in, kaj rečem, vezni člen takrat Primorskega akademskega zbora Vinko Vodopivec. Ne bi zdaj na dolgo in na široko o tem, ampak zdi se mi, da je tudi to en način, kako se pravzaprav ljudje povezujejo in vzdržujejo to tradicijo. Kakšen je vaš spomin na ta čas? To je bil čas tudi preloma, ne? Tisti, ki smo bili pri Vodopivcu in pri Vodopivcih, mislim, da smo dobro poznali, kaj pomeni prava primorska slovenska pesem in tudi druga slovenska pesem. Večina pevcev, razen par njih, ki so bili vedno poslani za špijone, so bili res srčni ljudje, smo še vedno srčni ljudje in tudi še vedno se dobivamo v različnih generacijah, tako da je primorska pesem je tisto, je ena od stvari, ki sigurno druži nas Primorce in brez primorske pesmi tudi primorske pesmi, oziroma tudi primorske več ne bo, ampak vem, da primorska pesem bo ostala še ne vekov veke. Zaznamovala vas je gimnazija v Ajdovščini, potem študij kemije v Ljubljani, doktorat in tako naprej, zdaj tukaj so stvari malo bolj strnjene. Odkje pa ideja potem, da ste stopili na pot znanosti in potem kombinacija znanosti in podjetništva in inovacij? Kaj ne rečem? Božja previdnost ali poslanstvo. Bil sem na fakulteti, delal sem magisterij in seveda, ker rad odprem jezik in kaj rečem, tudi takrat, ker je bilo boljše, da sem tiho, sem pač prišel na črno listo in so me vrgli na cesto. In ko sem bil na cesti, ni bilo druge, kot si služiti kruh sam. In tako je pač ratela ta zgodba. Torej, bil sem prisiljen preživeti in hvala, zelo neskončno sem pravzaprav hvaležen tistim, ki so me
iz fakultete zabrisali, ker če ne bi bil zdaj verjetno kakšen zafrustriran profesor, ki bi težil svojim študentom, se delal pametnega, čeprav pojma o stvarih ne bi imel. Tako pa moram reči, da imamo en krasen kolektiv v Ajdovščini, blizu 300 ljudi, ki se lahko v vsakem trenutku ne samo enakovredno, ampak več kot enakovredno kosijo s svetovno elito. Tega nikoli kot profesor na fakulteti ne bi dosegel. Kar sem potem dosegel, oziroma smo dosegli v podjetju, in tu je pravzaprav vseeno ena dobrina te naše Slovenije, osvoboditve oziroma osamosvojitve. Za osvoboditev se bomo mogli še malo boriti. Imamo možnost iti čez mejo, imamo možnost delati posel v tujini. Mi v Sloveniji delamo pravzaprav nič in smo temu primerno tudi maksimalno odvisni, zato lahko tudi jaz tukaj po domače povedem ogobcam, ker če bi jaz bil odvisen od nekih poslov s slovensko državo ali pa nekih koncesij s slovensko državo ali pa bi imel neke nogometna igrišča tam v Ljubljani za Bežigradom, potem seveda jaz tega danes na tak način, kot zdaj lahko govorim, ne bi govoril. Nisem nikomor nič dolžen in tudi se nobenega ne bojim. Delamo posel v glavnem zunaj in to je to. Ja, zelo povedno, gospod Štrancar, mogoče bi vseeno tukaj za nas laično publiko povedali, v čem je čar, skrivnost, vrednost teh vaših bioloških filtrov, če se to sploh da enostavno pojasniti. Vedno so rekli, če ne znaš enostavno pojasniti, potem o zadevi nič ne veš. Tako tudi duhovnika cene pri pridgi. Če je pridga taka jasna, da jaz zastopam, potem je pač zame duhovnik dober, če pa nič ne razumem, kaj govori, pa ponavadi mislim, kaj drugega, sploh nisem več pri maši v tisti pridgi in potem se moram kar prisiliti, da prejem spet v maši po pridgi. Ja, to so pač neke snovi, ki omogočajo ločevanje raznih snovi. Nekatere so strupene, nekatere niso strupene in nekatere so pač potem, oziroma ena od njih je tisti naš produkt, ki je potencialno zdravilo oziroma zdravilu in govorimo pač o teh produktih nove generacije. Zdaj bom rekel tisti, ki so zelo striktni, kar se tiče genske terapije oziroma genskih metod, bo rekli seveda, da se grem Boga. Jaz mislim, da se ga ne grem. Jaz mislim, da pač je treba ljudem pomagati in tista znanost, ki nam je dana v dobru, da pomaga ljudem, po mojem pač tudi posvečena. In ja, tudi dajanje krvi v srednjem veku je bilo kot satanistična zadeva, danes pa vemo, da pravzaprav jo ni operacije brez tega, da uporabljamo krvi. Tako da pri teh zadevah moramo biti previdni. Mislim, da mora biti znanje tisto, ki odloča, kaj je znanost v korist človeka in kaj je znanost v škodo človeštvu. In če nekdo iz genoma hoče ustvariti neko kopijo samega sebe, potem za mene tu ni dobra znanost. Če pa nekomu skušamo olajšati bolečine, mu skušamo zaustaviti rakovo obolenje, predvsem pa skušamo rešiti življenja majhnim otrokom, potem pa mislim, da tu je prava znanost in da si pa zasluži tudi trud vseh nas, ki s tem delamo. Doktor Štrancar, pot do tega vašega podjetniškega preboja je bila zelo strma, so bili klanci navzgor, ampak še prej in zelo globoki in dolgi klanci tudi navzdol. Številni so vam seveda delali ovire in vam delajo tudi še danes. Tukaj ste potrebovali mogoče celo na trenutke več energije kot za samo znanost in za samo podjetniško delo. Odkje je energija, da ste to zdržali in da ste zdržali in vzdržujete te sodne bitke, ki so izredno neugodne za vsakega človeka? No, jaz mislim, da pravzaprav te sodne bitke mi kaj dosti energije ne ujemljajo. Mi ujemljajo čas, seveda sem besen, ker potem moram kakšne dokumente stare iskati,
namesto da delo kaj pametnega, ampak kar se tiče energije, ne. Jaz imam čisto vest in jaz sem zunaj gor poštiman in to je to. In kaj iz en sodnik govori. Zdaj, seveda ste postali premožni, ravno to, ampak kažete nek mogoče manj običajen odnos do denarja, do premoženja. Ni slišati, da bi imeli kakšne vile, da bi imeli kakšne luksuzne avtomobile, draga potovanja, prestiž, ne vem, mogoče kakšna jahta. Kaj pa ljubice? Spada zraven. Mogoče kakšna jahta, kje nam lahko zaupate. Zakaj vas pravzaprav te dražesti običajno premožnejših ljudi ne zanimajo? Jaz nisem tega denarja dobil zato, da sem jaz bogat, ampak zato, da pač imam možnost pomagati in temu primerno pač ta denar tudi porabljam. Vemo, kaj pravi svetopismo o bogatih in jaz pač želim priti nebesa in šivanki na uhu je prevoz, kot da bi se šel jaz bogataša. Sploh pri mojih kilah. Se pravi, doktor Štrancar je dobro pozna Matejev evangelij in tista, da bo lažje iti kameli velblodu skozi šivankino uho, kot pa bogatino Božje kraljestvo in se potem ravna drugače. Znani ste kot oseba, ki veliko pomaga, ki je res veliko darovala, seveda potem tudi svetopisenskem geslu, da naj ne ve levica, kaj dela desnica in obratno. Z tega vidika ste bili tudi nekoliko napadeni, ampak nekatere investicije, nekateri darovi so bili tako veliki, da je prišlo pač na ušesa tudi nam ostalim. Naprimer, veliko ste investirali in pomagali gimnaziji v Vipavi, škofijski gimnaziji, pa Koprski. To ne bi bilo zaupno. To bi bilo upno, ampak to se je vse razvedlo, se upravičujem, nisem jaz to slišal, potem so tukaj orgle v Kopru in tako naprej. Govorim zaradi tega, ker se vas je postavljalo na laž v določenih, manj uglednih medijih, v zvezi z nekimi drugimi zgodbami, kaj ste darovali in kaj niste darovali. Kakšen odnos imate do denarja? Nekoliko ste že prej to odprli. Na nekom smislu pravite, da to ni denar, ki bi bil vaš denar, čeprav seveda je, ste ga zaslužili. Ne, to ni moj denar, to je pač, bom rekel, moje poslanstvo in denar, ki sem ga dobil, pač mi omogoča, da z njim upravljam, oziroma mi daje dolžnost, da z njim upravljam tako, kot pravi svetopismo. In tega se pač skušam držati, pa ne bom rekel, da mi zmeraj uspe. Ja, s tem povezane so tudi investicije v medije. Kakšen namen imajo? No, mislim, da si Slovenija zasluži neodvisne medije in čeprav neodvisne so, seveda neodvisni tudi od moje osebne politike oziroma mojega osebnega odnosa do posameznih člankov. S mrskešnim člankom v teh mojih medijih se ne strinjam, ampak obljubil sem vsem, ki so prišli v te medije, delati, da cenzure ne bo in tega se držim. Naj postane novinarstvo zopet novinarstvo, ne pa PR služba. Na tem vsem zapadnem, sploh na zapadnem, na vzhodnem itak, se to vemo, ampak tudi na zapadnem delu sveta so postali mediji, PR službe, torej nekega novinarstva več ni. Tudi v Ameriki, ki ne bi bila pač zivojka nekega neodvisnega novinarstva, tega več ni. Večina medijev je pod kontrolo Rothschilda in teh veleskladov, Rockefellerju, Sorosu in podobno in temu primerno se gre v politiko pač kaosa. En cel se gre v politiko kaosa z neko ideologijo, potem z drugo. V tem trenutku je pač ta LGTB, sem prepričan, čez 10 let bo neka druga ideologija, ta se počasi se je spela. Njihov cilj je pač kaos in v kaosu oni pač služijo, predvsem z orožjem, ko slišite, da se bo svet oboroževal, potem veste, da je Satan odzad in to so pač ti lobiji, ki imajo v bistvu za sabo bistveno več denarja, kot ga imajo neki Muski in Gatesi. To so ljudje oziroma družine, ki obvladajo 100-krat, 1000-krat več denarja kot Elon Musk ali pa Bill Gates. In imajo seveda v rokah praktično vse medije, mogoče Fox News, da je delno neodvisen,
ampak seveda Fox News mora po drugi strani nekako skrbeti za svoje preživetje, kar zopet pomeni, da ni tiste prave čiste resnice, kot smo včasih mogoče lahko učitelji 30, 40, 50 let nazaj v Washington Postu, ko so tudi predsednika spravili, da tudi odstopov tega pravzaprav v medijih več ni. Zato sem pač skušal tudi z nekim drugačnim medijem prinesti nekaj, bom rekel, vetra, vemo. Ajdovci vemo, da bojo razmere čisti, tako da upam, da bo tudi kakšen od teh medijev malček počistil. Počas. Zgleda, ne, da se pač ta proces čiščenja se dogaja počasi, da ste včasih tudi že malo, kaj ne rečem, nestrpni in da zdaj, odkar ste na družbenih omrežjih, predvsem na X-u, lahko bi rekel v šali, da ste se malo radikalizirali. Ne? Potem so taki zapisi, popoln idiot, umobolnica, fašist, podgane, ki bežijo in tako naprej. To je zelo pogrošno izrazoslovje, lahko bi rekel tudi žaljivo, potegne pa seveda veliko pozornosti. Kaj želite vi s tako ravnjo komunikacije, ki vam jo nekateri ne bi pripisali, je objektivno žaljiva, kaj želite s tem doseči? No, jaz mislim, da je to stvar tudi percepcijo, ocene, ne? Ja. A je zdaj to žaljivo, če nekomu poveš, da je idiot, ker je res idiot, zdaj jaz ne vem, če je to žaljivo. Jaz bolj tukaj pogrešam, da bi bili bolj jasni v svojih besedah in komunikaciji, da se nekako skrivamo, malo se bojimo, ne? Mogoče je tudi ta moj malo provokativen ton, namenjen tudi temu, da se malo zbudimo vsi skupaj, ne? Da te stvari poimenujemo take, kot so. Ker če pač nekdo uničuje državo Slovenijo, potem jaz mislim, da pač je to treba jasno povedati. Zdaj, ali je to idiot, ali je to fašist, ali je to bebec, se ni toliko važno. Treba je jasno povedati, da tu pač ne gre. In žal z nekimi finimi besedami te nihče pač ne sliši, torej moraš pač uporabljati bolj grob jezik in temu primerno pač uporabljam grob jezik. Glejte, zdaj seveda sploh za ta beseda fašizem je zanimiva, ker je bila do sedaj uporabljena po večini za strani ekstremne levice za drugače misleče, tudi za recimo zgodovinarja, ki raziskujemo po preteklo zgodovino, tudi take, ki smo iz protifašističnih tigrovskih družin in je to objektivno za Primorca zelo žaljivo. Vi ste to besedo uporabili za premierja Goloba, vas tudi toži na tej točki. Ne, nič me ne toži. Jaz komaj čakam, da bi me, ampak se bojim, da me ne bo. No, mislim, da... Dajmo tukaj zdaj priložnost, dajmo razložiti, povejte prosim, kaj za vas pomeni fašizem? No, mi vemo, da fašizem se je rodil v Italiji, tam nekje leta 22, 23, vi boste vedeli, Jože. Ja, v redu. Bolj, zgodovinar pa trdijo, tako da moja zgodovina očitno še me malo špila. Torej, Mussolini je bil najprej socialist in v otročnem trenutku, mislim, da se je povezal z velekapitalom in nekako so skupaj gotovili, da bodo več dosegli na način, da se grejo nacionalsocializem. Nekaj podobnega se je potem dogajalo v Nemčiji, ampak tam je nacizem, v Italiji je pač fašizem. Torej, kaj je fašizem? Fašizem gre za pravzaprav neko sprego nekih, bom rekel, napol podivjanih množic, za sprego nekih podivjanih množic z velekapitalom. In če pogledamo zdaj, kaj imamo, imamo pač neko podivjano svobodo, kar drugega ne morem reči, kot pač, kar gledam tiste poslanke nekatere, to so pač neki podivjani ljudje. Premijer pa je podivjan, za njega sem že tako vse povedal, tako ne rabim kaj dodajati. Ampak oni so v spregi z slovenskimi tajkuni, ki pravzaprav še vedno finančno obvladajo Slovenijo in temu primerno pač Slovenija je tam, kar je. Trpi pa pravzaprav delovni človek.
višji davki, višji davki na plače, dražja hrana, gremo čez mejo, vse smo tukaj, a ne, gremo v Gorico, to staro, pa vidimo hitro, koliko je ura. Kar se tiče hrane, vedno več bedastih zakonov, torej uničevanje vsega. Torej, tukaj gre tu je fašizem, a ne? Torej, gre se za neko skupino ljudi, politikantov, pod imenom Svoboda, da je še bolj bedasto vse skupaj spade, in tajkunov. In tu vse skupaj od zadaj pač vodijo kučanisti. Mi smo se odcepljeni, smo se pa še osvobodili, ta korak nas še čaka. In bo prišel, sigurno, drugačno ne gre. Ker gospodarstvo je neizprostno, če ni denarja, potem tudi pač se nič ne da več deliti. V tem trenutku je še vedno očitno dovolj za deliti in tudi dovolj za krst. Kradijo tako zadnje par let, kot mislim, da niso še nikoli, in tudi tako nesramno kradijo in mislijo, da pač se jim nikoli nič ne bo zgodilo, ampak jaz pa mislim, da bo kakšen od teh pristal v kakšnem zaporu za mnoga leta, če ne bo seveda pobrisal. Ampak bo najbrž moral iti v Venezuelo ali pa v Severno Korejo, ker druge države bojo take vračale. Tako, to je definicija moje fašizma. Zdaj, popolnoma jasno je, da ste s tem zelo konkretnim izrazoslovjem in drugim, da ste postali v nekem smislu glas ponižanih in razžaljenih, in teh je na 10 000, ki vam sledijo, kaj boste storili in pričakujejo od vas kakšno drugo potezo. Podpora neodvisnim medijem je ena stvar, kakšne pa so vaše politične ambicije? Nekje ste se v enem pogovoru tudi ste vzpostavili možnost, da v določenih pogojih bi lahko vodili slovensko vlado. Jaz sem bil tukaj zelo precizen, jaz sem se ponudil za vodenje slovenske vlade. Nisem govoril, da bom delal stranko, nisem šel do enega ali drugega predsednika strank in jim usiljeval. Jaz sem pač javno se ponudil, ker še vedno trdim, da če primerjamo Goloba pa mene, jaz mislim, da tukaj o sposobnosti, razlike o sposobnosti je ogromna. Imamo opravka z nekim napol otrokom, ki pravzaprav nima stika z realnim svetom, vedno je živel v neki lupini, nikoli v življenju sam nič ustvaril, vedno mu je bilo vse dano. Mi smo pa začeli v kuhinji, naše podjetje je začelo v kuhinji, na Adamičeve 4 v Ljubljani. Zdaj tisti, ki se peljete malo mi Ajdovščine, boste videli, da tam stoji kar nekaj velikih stavb. To je šlo iz nič. Tako da mislim, da znam ravnati z denarjem, vedno ne. Delam napake, nisem pač tudi jaz, bom rekel, 100%, ampak mislim, da znam ravnati z denarjem. Predvsem pa znam organizirati delo. To si upam trditi. Upam, da bojo tudi kakšni moji zaposleni tudi potrdili, saj eno tukaj vidim. Tako da, ja, jaz ne vem, v kateri stvari je pravzaprav Golob boljši od mene, razen v laži. Mogoče se še malo pomodiva, da konkretizirate ta fenomen Roberta Goloba. Na oblast je prišel z to, kaj ne rečem, aureolo vrhunskega menedžerja. Zakaj vam po vašem ne uspeva? Kje je njegov problem, da mu praktično nič razen propagande ne uspeva? Jaz bi tle začel mogoče z druge strani. Ko so pričeli glasovanje, torej ko so začeli preštevanje glasovnic, sploh po vseh, je bilo največ glasovnic za Goloba, tistih po 9. ali 10. maši. Poznam vas Dorenberg, ki jo imam z eno klenih vasi krščanskih, in v Dorenbergu je zmagal Golob. Torej, mislim, da moramo najprej pred svojim pragom pomesti in najprej
sami sebe vprašati, kaj moramo narediti in tudi mogoče s svojimi dejanji pokazati, ne z besedami. Besede so brezplačne, dejanja so pa tisto, kar pele, in če bomo vedno samo na besede šteli, potem bomo pač volili, kot volimo. Če bomo pa pogledali na dejanja ljudi, kaj so naredili, in potem tudi bili dovolj pogumni, potem mislim, da je pravzaprav tudi Janševa napoved oziroma želja, da dobi 60%, ni nemogoča. Ampak najprej bomo mogli počistiti pred svojim pragom. Da. A vam smem doktor Štrancar, še en prag ponuditi, da ga mogoče malo počistite? In to je ta podjetniška, kaj rečem, gospodarska scena v Sloveniji. Zakaj ste vi skoraj, se vprašanje mogoče niti ni za vas, ampak ga boste znali pokomentirati, zakaj ste praktično edini podjetnik, uspešnih je veliko, ki se je sposoben izpostaviti, ki je sposoben reči Bobu Bob ali pa da je cesar na oblasti nag, in zakaj so drugi tiho in čakajo, da se jih kuha kot tista prispodoba o žabi, ki je v mlačni vodi in na koncu pride skuhana. Torej cesar in nag, ampak še pod figovim listom nič ni, kot sem enkrat zapisal. Ja, mogoče sem že prej malo nakazal. Preračunljivost, preračunljivost pa bojazen. Jaz mislim, da marsikdo od podjetnikov ima tudi neke stvari v podjetju, ki niso urejene, kot morali biti, in seveda se potem boji izpostavljati. Če imaš stvari urejene, mi smo imeli kar nekaj inšpekcij, nobenih problemov, saj inšpektori niso zdaj neki, bom rekel, nacisti, ki prihajajo, ampak večina so tu korektni ljudje. In če imaš stvari korektno poštimane, potem najbrž se ne bojiš nobenega državnega birokrata, sploh pa ne politika državnega, saj konec koncev tudi inšpektori živijo od dela gospodarstva. Torej, če gospodarstva ni, tudi inšpektorjev več ne bo. Tudi kar se tiče davčne, če ima stvari urejene, jaz ne vidim razloga, zakaj bi potem nek davčni organ te skušal maltretirati. Seveda so neki poskusi, imamo posod kot po celem svetu tudi kakšne pokvarjene ljudi, ampak jaz vsakmu povem, bomo sodelovali korektno, če pa bo neke nekorektne stvari, potem pa se bomo videli na sodišču in se bomo preganjali po sodišču še mnoga leta. Torej, ja, še enkrat, zakaj drugi so tiho? Prvič še niso dojeli, da pravzaprav s tem, ko nekako so tiho in tudi mogoče skušajo iskati neke obvode, da si znižajo davčne osnove, pravzaprav ne ugotovijo, da bi bilo v bistvu bolj profitabilno za njih, da bi zahtevali urejeno državo in ni bilo treba delati nobenih odvodov, nižji davki. Tako, neki spirali smo, tukaj je verjetno tudi naša zgodovina komunizma, ker se je moral vsak pravzaprav znajti, po domače povedano, tudi jaz sem svercev obleke z Gorice v Jugoslavijo takrat. Ja, morali smo se znajti, ampak zdaj tisto znajdi se ne znamo pravilno uporabljati. Jaz skušam ta znajdi se uporabljati na svetovnem trgu, da poskušamo pač svoje produkte prodati, kupce zainteresirati, torej kako se prebiti, kot je rekel, če me stranka ne pusti skozi vrata, bom šel skozi okno. In tu verjetno mnogo kolegov tudi dela v tujini, niso korektni. Doma pa ali so bojazljivi, ali pa ne znajo preračunati 2 plus 2 in ugotoviti, da ta način, kot je zdaj, nikamor ne pele, da pravzaprav je tudi za njih minski kamen. Tako da upam, da počasi se bo tudi ta podjetniški duh začel prebojati. Moramo pa seveda vedeti, da imajo pač ti tajkuni vse te
vse vzvode v svojih rokah, vse nagrade so v njihovih rokah. Včasih smo malo nečimrni tudi ljudje, zdaj nekdo dobi nagrado menedžer leta, pa se bo pokoril, drugi dobi nagrado, kaj pa vem, obrtnik leta. In tako to gre, torej kučanisti to obvladajo, oni imajo vse vzvode v svojih rokah in edini način, ko je, da si pač popolnoma neodvisen in si naslonjen tuji trg. Ko si vsaj delno oslonjen domači trg, moraš delati gnile kompromise, zato pri nas je praktično skoraj zapolt, v Sloveniji ne delamo. Ja, zdaj smo bili zelo kritični do aktualne oblasti, ampak vse vendarle ni slabo. Premier Golob je obljubil božičnico in ljudstvo si je že naredilo prostor v denarnici, kamor bodo ti bankovci kmalu padli. Kako ocenjujete vi ta ukrep, v kakšen kontekst ga dajete? Se sem že večkrat rekel, da je idiot. Torej, mi božičnico vedno damo, ampak ja, to je stvar podjetja in stvar vodstva podjetja, ker pač vodstvo podjetja svojo bilanco pozna, ve, koliko denarja ima in kaj si lahko privošči. In če denar je, potem najbrž tudi to ni problem. Vemo pa, da prihaja huda kriza in nemška industrija v celoti se podira, večina slovenskega gospodarstva je na Nemčijo vezana in potem pride idiot, ki nekaj zine in potem se ne more več povleči nazaj. In potem seveda njegovi svetovalci in kabinet začne te stvari malo drugače tolmačiti. Potem se spet idiot spet premisli, ne vem po kakšnem utrinku z ne vem kjera galaksije, on je pač zelo kozmičen človek, spet neumnost naredi in pač ta stvar pele. Jaz mislim, da dokaj pač bo on tam, da bomo imeli bedarije in neumnosti, ampak zopet, mi smo volivci in sem siguren, da je pač večina slovenskega naroda in tudi prebivalcev Slovenije konec koncev delovna in glasovnica je tista, ki pač mora povedati, da tu pač enostavno več ne pele. Zdaj uporabljate res take izraze, da je človeku kar nerodno, a ne bi bilo lepo, če bi rekli, da je nespametneš, ne? Res, da ni tako udarno, ampak bi bilo tudi lepo. Gospod Štrancar, vi ste zelo dobro poučeni in imate tak pogled v aktualno politiko in svoj način razumevanja. Kako vi gledate zdaj na ta kontekst, kar naenkrat se premier Golob, ki je bil prej tako nekako privzdignen, tudi medijsko, sedaj se peče na ražnju KPK-ja, pa tožilstvo ima pač vleče tisto zadevo in ne vleče proti njemu. Kako to razumete, kaj se pravzaprav dogaja? In kdo vleče te niti? Jaz mislim, da so tajkuni skalkulirali, da je pač ta njihov sončni kralj, kakorkoli ga že imenujejo, da jim je začel delati ogromno škodo in da pač njihove finance in bilance pravzaprav ne bodo tega zdržale. In mislim, da je ražen je že fajn prižgan. In kaj, Zajc je še na polju ali je v vladni palači? Dobro, kako v luči volitev vidite to prestrukturiranje, ki se zdaj nakazuje, ste ga že nakazali v levi politični sferi in kako pravzaprav tudi na tej pomladni strani, če malo ocenite? Ja, mislim, da moramo res bolj govoriti o pomladni strani, pa ne pomladni strani, ker ne moramo govoriti o levici in desnici, ker v Sloveniji desnice ni. Desnica je pravzaprav predvsem zaradi medijev, svetovnih medijev, bila dosti zatrta. Zdaj govorimo o tej konzervativni desnici, ne o neki ekstremni desnici, ampak stvari se spreminjajo. Ponavadi sem tako 4-5 tednov v Bostonu na letu in še nikoli nisem videl toliko mladine s krisci za vratom, ampak ne onimi rokerskimi, ampak pravimi, kot sem zdaj videl. Torej, Boston kot en centru tega LGTB-ja vsega se prebuja. Mladina se prebuja in prebujenje mladine ne gre v CO2 in podobne bedarije, ampak kaj so pravzaprav prave vrednote. Tako da
Svet se premika vedno gor pa dol, en cet Satan malo zmaguje, ampak Bog že ve, kaj dela. Tako da jaz sem optimist in verjamem, da Bog že ve, kaj dela. Zdaj, v kontekstu tega spopada med dobrim in zlim, da ne uporabim še kakšne hujšega izraza, je od vas pogosto slišati to parolo, tako z veliko napisano, samo da ni kučan. Kaj pomeni? No, kučan je pravzaprav, bom rekel, en izraz vsega, kar po eni strani se veli iz bivšega sistema slabega, zmešanega s še vsem, kar je prišlo iz zapada slabega. Večina teh politikov, levih pravzaprav, je bilo na izobraževanju na zapadu. In o tem so prinesli očitno zgolj samo slabe prakse, zelo malo dobrih. Tako da kučan z malo ali da vid kot začetnico je za mene pravzaprav en izraz tega prvobitnega oziroma prvobitne akumulacije kapitala. Prvobitna akumulacija kapitala seveda je temeljila na maksimalnem na nasilju, izkoriščanju in tu se pač ti, bom rekel, tako imenovani levičari zdaj gredo. Bolj, ko pravijo, da so levičari, bolj so pravzaprav kriminalci. Torej, mi imamo, za mene je ta izraz pravzaprav nabor vseh kriminalnih dejanj političnih, ki se pač dogajajo sploh po osamosvojitvi. Da gremo tukaj korak naprej, ko levica ni na oblasti, ko izgublja oblast, ko se za oblast bori, lahko postane tudi zelo nasilna, bomo rekli verbalno nasilna, kar se že dogaja, vidimo, kako je to po svetu, kam to pripelje. Ali mislite, da se lahko tudi v Sloveniji sproži tako običajno fizično nasilje? Jaz mislim, dokler imamo samo eno skrajnost, tukaj še ni take nevarnosti. Nevarnost bo prišla, ko bomo imeli skrajno desnico. Potem pa bo hudo in bo tudi nasilje. To bi pač mogoče svetoval tem skrajnim levičarjem, ne podžigajo preveč, kar bojo dobili bumerang. Tako da tle moramo paziti. Nasilje vedno rodi nasilje. Kdor bo meč dvignil, bo z mečem pokopan. No, smo svet pri Svetem pismu in to še kako drži. Doktor Štrancar, kdo po vašem lahko poveže slovensko pomladno stran, bom ta izraz uporabil spet, in kdo lahko poveže tudi to postkomunistično tranzicijsko levico? Kdo je tisti končno, če gledamo na pomladno stran, ki je še sposoben potegniti ta voz slovenski iz blata, ta voz, ki je že kar malo, ne vem, poln napuha, neke nesposobnosti in seveda velike nestabilnosti? Tega v tem trenutku ne bi komentiral, bom pa povedal tako, da pač vedno volim najboljšo opcijo od vseh slabih. In temu primerno, mislim, da sem tudi večkrat javno zapisal, da pač je to SDS in temu primeru v tem trenutku ne vidim boljše opcije kot je SDS, ni pa tu najboljša opcija. SDS je še vedno levičarska stranka, to je le socialdemokratska Slovenija, ne glede, ko so se potem skušali prebarvati, ampak v tem trenutku je tu najboljša opcija. Ampak manjka nam prava konzervativna desnica in mislim, da dokler take stranke ne bo, tudi ne bo, bom rekel, enega zdravega gospodarstva. In to konzervativno desnico mora pravzaprav ustvariti gospodarstvo, neodvisno, ne tajkunsko gospodarstvo. Zdaj, ko sva nekoliko obdelala politiko, nam ostane še ena tema, cirku, a je tako? V zadnjem obdobju ste kot dejaven kristjan dobro namiren, ampak zelo kritični do posameznih pojavov in do cerkvene drže. Ne samo do cerkvenih vrhov, recimo tudi do dela frančiškanov, ki so se pač kompromitirali na Brezjah in tudi na Sveti Gori. Treba je seveda povedati, da frančiškani, kar vi pravite, niso fašisti, po mojem, se to je verjetno tudi boste razložili, kako in kaj. So podporniki fašistov, nekateri od njih, par njih.
Dejansko zgodovinsko, ne, ker smo tudi zgodovinari in tudi gospod Štrancar to nedvomno ve in potrjuje, so frančiškani naredili ogromno dobrega v slovenskem narodu in so še vedno pač živ del našega narodnega telesa. So pa tudi določene težave, ki je dobro, da jih osvetlimo. Na kaj ste želeli s tem pravzaprav razgaljenjem situacije opozoriti, kaj vas je tukaj najbolj zmotilo? Torej, frančiškani ne bili vzgled uboštva. Ko vidim kakšne frančiškane, danes mi niso lih nek zgled uboštva. Tudi, mislim, da svet Frančišek in njegovi potomci se niso objemali z Marto Kos in podobnimi. To vas je do te mere, kaj ne rečem, vznemirilo, da ste pač napisali kar nekaj ostrih ocen, ne, potem na to temo. No, mislim, da nosiš neke plišaste igrače v oltarček na Svetbrezjah, mislim pa se to je perverzija prve vrste. Čemu pripisujete? En normalen človek tega nam naredil, ne? In če že pač tisti, ki so to prinesli, niso normalni in vemo, da niso normalni, potem bi tisti, ki jih je sprejel, moral vedeti, kaj dela. Katoličani smo tako vzgojeni v enem velikem spoštovanju do duhovnikov, kar je tudi prav in naj tako tudi ostane, ampak seveda smo pa lahko tudi kritični. Ne? Ta doba primorskih čedermacov je seveda bolj ali manj minila, tu pa tam je še kakšen, recimo tukaj gospod Podbersič je gotovo naslednik čedermacov, gotovo ste bila Danilo Lisjak, ki ste ga prej omenili, in tudi Bogdan Vidmar, čeprav veliko mlajši in nas je zapustil v tem mesecu. Kakšen zgled bi morali biti ti ljudje končno tudi za cerkvene vrhove, ker se pa zdi, da so manj usklajeni, kot da ne bi razumeli popolnoma usodnost duha časa? No, jaz mislim, da primorski duhovniki so bili tisto jedro preživetja primorskega človeka, še pod staro Avstrijo, ne samo pod Italijo, in tudi cel komunizem. In še potem tudi po komunizmu ti starejši primorski čedermaci, mislim, da kapo dol, ljudje, ki so ogromno pretrpeli za svoj narod in bili prav svetilnik. Žal tega dosti več ni. Mislim, da je bolj nek drugi način delovanja te duhovščine. Ne bom se spuščal tu. Tudi, pač nisem jaz zdaj njihov, bom rekel, predstojnik in tudi Vatikan, mislim, ima svoje za narediti ali pa tudi ne narediti. Ampak ne moramo več računati na primorsko duhovščino, da bo držala svetilnik. To mislim, da je jasno. Na nas ljudeh bo posameznikih, pa ne sam na enemu, ampak mi bomo morali pokazati svetilnik. Duhovniki ga saj še nekaj časa ne bodo, mogoče poznej. Torej, mladina je tista bodočnost in mladina je kritična. In to zdaj je kritična, seveda imajo te leve strukture ali pa kučanistične strukture, vse svode oblasti, da to maksimalno zatirjajo. Če pogledam na študente v Srbiji, pa ne bom se zdaj spuščal, kdo jih plačuje ali kdo jih ne plačuje, ali pa v Sloveniji, potem je tukaj ogromna razlika, ne? Ta popolna anemičnost študentov tudi marsikaj pove. Nismo še padli dovolj globoko. Ja, veste, kar so študenti dobili študentske bone, ne, so se njihove skrbi bolj zreducirale, ne, pa naj bo to šala. Sam po drugi strani, se ste to že nakazali, situacija ni brezupna, tudi sami tako pravite v pogovorih, da ima... Nasprotno, stvari grejo na bolje, mi tega še ne vidimo. Mladina ima velik potencial in jo čutite, ne? Lejte, nenavadno je za Slovenca, ki smo znani, da smo bolj taki pohlevni, sploh za kristjana, posebej po tej dobi komunizma, ko je bilo treba držati glavo navzdol, da je človek tako načelen, premočrten in tako pogumen. Ne? Dobro, pravite, vi imate neko finančno zaledje, marsikdo ga ima, pa ni stvar v finančnem zaledju. Zakaj si vi upate, od kje črpate ta pogum, to voljo,
v evangeliju. A ne? Saj tam ni vse pohlevnost. Jaz mislim, da je šel Jezus z bičem v tempelj, pa tam kar fajn mlato s tistim bičem, tako kot je vse tam pismo. Tako da jaz ne vem, kje je ta ideja, da če smo pa kristijani, da moramo biti pohlevni. Jaz mislim, da je to čisto nasprotno. Od kristijana se pričakuje, da je odločen, ko se gre za pravico in resnico. In to ni bila edina zadeva, ki je pač Kristus naredil. Tisti, ki malo bolj poznamo vaše delo in tudi pravzaprav razsežnost vsega, kar počnete, se čudimo, odkje vam ta vztrajnost, dobro, ampak odkje vsa ta energija? To je res nekaj neverjetnega. Zdaj imam tukaj eno vprašanje, kaj si želite, dr. Štrancar, za slovensko cerkev, za slovenski narod, za Slovenijo in Evropo? In bi lahko že nadelno tudi odgovoril, kaj je več Boga? Absolutno. Sploh v cerkvi. Zdaj smo nekako obljubili, da bomo pogovor vodili okrog 1 ure, bom še eno vprašanje tako zastavil. Mogoče lahko tudi daleč kakšnega meni, ki je medijski človek, ne, ampak to mogoče kdaj drugič. Potem pa možnost tudi za vas, da kaj vprašate, se bomo še zmenili. Zdaj sem ravno, ko sem se pripravljal na to pogovor, sem prebral, da predsednik Golob, je z neke nove njegove zakladnice, da je izjavil te dni, da imamo Slovenci znanje, ki ga ceni ves svet. Super, to je tudi res. Ampak nadaljuje, ki ga cenijo tudi v vesolju. Zdaj, z tega bi se dalo razumeti, da ne vem, da ima naša vlada, da ve nekaj več, ne? Da mogoče ima povezave z vesoljem, mogoče se bo povolitev. Kosmični dež, a ni bo enkrat nekaj govoril o kosmičnem dežju, pa kaj že? Dobro. Katera bi bila za konec vaša temeljna vrednota, kjer bi rekli, kjer so v bistvu vse skupaj, kjer je na preizkusni točki? Brez poguma nič ni, torej bodimo pogumni in stojimo z vrednotami, poštenje, dom, družina in Bog na prvem mestu. Hvala lepa. Dragi gostje, bili smo točni, 1 uro smo ta pogovor vršili, sedaj pa res kakšno vaše vprašanje. Kolegica ima mikrofon, bi vas pa prosil, da ne bi bili kakšni dolgi komentarji, ne? Ampak da v resnici kaj vprašate, mogoče na kratko tudi ocenite. Harej, izvolite. Hvala. Jaz bom prvo pokomentiral ta Dornberg. Zdaj, če bi v relativnem smislu je res zmagala svoboda, vendar če se štejemo v Dornbergu Novo Slovenijo in SDS, smo šli pa čez 50%. Tako da rezultat v državnem zboru, če bi bil Slovenija seštevek Dornberga, ne bi bilo taka situacija, kot je. Nekaj drugega je pa tukaj v Novi Gorici, to pa ne bi komentiral. Jaz se mislim, na Dornbergu je bistveno več ljudi, ki bi lahko volilo za Novo Slovenijo ali pa za SDS in bistveno manj kot Goloba. Ja. Drugače pa bi se tudi osebno javno rad zahvalil, ker je v vsem tem mojem podžupanovanju gospod Štrancar nam pomagal, meni in pa celemu zavodu oziroma civilni iniciativi TBH, gospodu Vidmarju pri izpeljavi teh aktivnosti, ki smo jih izvedli, in mislim, da smo naredili zelo, zelo lepo delo, da smo v Evropski prestolnici kulture prikazali tudi to temno plat zgodovine, kajti če govorimo o kulturi, moraš zajeti celotno kulturo in ne samo neke lepe navidezne floskule, da smo izkoriščali to priložnost, da se javno zahvalim. Hvala lepa.
Gospod Har je omenil mednarodno konferenco slovenskih in italijanskih zgodovinarjev, ki je bila prav na tem mestu, kaj je bilo enkrat aprila, ne? Z zelo močno udeležbo, močno vsebino, seveda brez slovenskih medijev. Dobro. Izvolite. Dobar dan, spoštovani. Tu je precej mojih kolegov, zasebnikov, podjetnikov, katere so tudi osebno vabil, naredil malo reklame za to srečanje in jih vidim v velikem številu. Gospod Štrancar, vi ste oseba, ki smo jo zelo dosti čakali od sogovornika in smo zelo veseli. Moji starši, se spomnim, so pred 50 leti govorili in smo se pogovarjali na iste načine in govorili o stanju v državi. Pred 40 leti sem bil na faksu, se točno spomnim predavalnice in pogovora, kako je v naši Sloveniji ali Jugoslaviji 10 takih problemov, 10 pomanjkljivosti tega, 9 unih, 8 tega in na koncu nič problemov. 30 let sem že privatnik in danes je stanje enako oziroma še slabše tu v tej državi. Prej smo imeli vsaj neke vodje, ki so imeli neko ideologijo, danes obstaja samo še perverznost. Po drugi strani smo večji ali manjši podjetniki, jaz sem se odločil za biti majhen, ker tule v Sloveniji ne mislim pustiti nekih korenin, tudi vidim, da ne. Tistih naših 100 jurjev, ki nam ostane na koncu leta, si misliš, davke, ki plačuješ, za vsaki 1000 evrov bi rad, da pusti neko sled, da je denar porabljen. Po drugi strani vidiš, da koliko tisočev takih, kot sem jaz recimo, mora pustiti svoje delo celo leto in na koncu niti javni sektor ni plačan. Oziroma iz našega dela ni nič. Politika. Dosegli bomo eno večino mogoče splošno, da bo prevladala naša. Tudi če na uni strani ostane samo 10%, bojo s nasiljem dosegli svoje. Se pravi, mi z dosego eno večino gremo proti nasilju. Kako se to rešiti brez nasilja? Ne vem, ali mogoče obstaja neko gandijevsko načelo upiranja, da ne plačujemo, ne zaposlujemo, ne damo več naročnin. Kako? Kakšen predlog imamo? Recimo, naš predsednik je rekel, kar se RTV tiče, ne oplačevati, plačati tiste sodne stroške. Jaz od takrat jo ne plačujem. Plačal sem par inšpektorjev. Poglejte samo Ukrajino, kako so se dejali gor. A mi niti z eno RTV ne moramo praviti v tej državi. Hvala. Ja. Me veseli, da je več podjetnikov tukaj, tu je pozitiven znak. Treba se bo pa združevati, predvsem pa pogledati, kdo je tisti, ki združuje. Če se nekdo bori za neke igralniške pravice, potem najbrž to ni pravi. Tam imamo neki elitni klub s 450 podjetnikov in jaz temu, ki vodi ta klub, pravzaprav nič ne očitam. On dobro izkorišča vseh ostalih 449, da mu plačujejo, zato da si on dela svojo osebno korist. Torej, biti bomo morali bolj kritični do dejanj, ne besed, do dejanj. Važno so dejanja, ne besede. In tudi ne bi se bal jaz tega nasilja. Verjemite, posamezniki bodo nekaj skušali z nekim nasiljem, ampak verjemite, da se ti bistveno bolj bojijo nasilja kot mi. Torej, samo pogum. Kot sem rekel, kdor bo meč dvignil, bo z mečem pokončan in mi ga ne smemo. Drži? Pogum velja. In bodo tekli.
Aiuto mamma mia. To so fašisti. Dober dan. Hvala za čudovito predavanje oziroma pogovor. Hvala za to, ker podpirate slovensko medijsko oziroma medije, za katere smo prepričani, da širijo prostor svobode. Se pravi, da se z denarjem da seveda tudi prostor svobode razširiti. Seveda, absolutno. Drugo večje problem, še večje vprašanje, kot vprašanje svobode, se mi zdi meni v slovenskem prostoru vprašanje demografije. Demografije. Ali ne dajemo preveč denarja za starost in zato nas je toliko starih? Poglejte. Namreč kamor investiraš, tisto se razvija in premalo denarja za mladost, za življenje. Ali vsi penzionisti bomo zdaj godrnjali? Hočem vprašati, ali se vam ne zdi, da pred tem pravzaprav zatiskamo oči, da gre premalo denarja, dejansko prav materialnih stvari za mladost, za otroke in zato jih ni. Ne gre tukaj samo za neko duhovne spodbude, za molitev, za poklice, za molitev za nove delavce, ampak čisto finančno je po mojem jih treba bolj podpreti. Namreč tudi svetopisemska modrost pravi, celo s krivičnim mamonom je treba pridobivati duhovne dobrine. Kako bi vi to komentirali? Torej, kar se mene tiče, jaz nikakor z mamonom v nobeni situaciji nikoli ne bi sklepal nobenih kompromisov. Mamon je hudič, a ne? In če se z mamonom daješ, te mamon posrka. Druga stvar pa je, bolj kot je bogata družba, manj je otrok. Torej, tudi z tega stališča, po mojem, ne drži teorija, če bomo bolj pomagali in več dali denarja mladim, da bo več otrok. Ne, glih nasprotno bo. Otroci se rodijo v otroštvu. Zaradi tega, ker so otroci tudi tisti, ki so garant starejšim za življenje na stara leta. Pri nas je problem družine. Poglejmo, kaj delamo s svojimi starši, čim prej v dom. Včasih je živela družina skupaj. Stari starši so učili otroke, jih pazili, zreč od tega, da je bilo to enostavno, naporno. Ampak zdaj vsi samo razmišljamo, kako bomo starši čim prej dom dali, seveda to nekaj stane. Otroke nima potem kdo čuvati, gre v vrtec, tam jih učijo LGDB, gre v šolo, starih staršev ni, ki bi bili pravzaprav neko ravnovesje tej ideologiji. Tako da jaz mislim, da odgovor je v družini, v pravi družini. Še kdo mogoče z vprašanjem? Aha. Najprej bi se zahvalil za vaše pričevanje, ki je bilo zelo redko slišati tak iskren govor. Dosti smo slišali, kakšno vlado nočemo. Jaz bi pa rad vedel, kakšno vlado oziroma kakšno državo Slovenijo si vi predstavljate. Vem, da je to zelo široko vprašanje,
pa vendar se moramo več pogovarjati o tem, ne kdo so levi, kdo so desni, ker nas to razdeljuje, ampak mislim, da vsi Slovenci si želimo neko dobro državo, politike, ki bi skrbeli za državljane, ne za lastne koristi, in da bi vsi bili za to, da bi državo vodili politiki, ki bi jim državljani zaupali. Kratko bi želel vaše videnje moje Slovenije. Država moje Slovenije. No, jaz sem tukaj optimist, trenutno so pač časi taki, kot so. Smo mlada država, nimamo neke zgodovine, naše elite so bile po vojni pobite ali izgnane in pač moramo postaviti nek nov rod elit, pa ne mislim zdaj samo elit gospodarskih, ampak tudi kulturnih in tudi političnih. Ampak vse se začne najprej pri poštenju. Če gre politik ali pa človek v politiko zato, da se bo osebno okoriščal, potem od njega nimamo kaj pričakovati. In tukaj niso samo desni pošteni in samo levi pokvarjeni. Mislim, da je tukaj pravzaprav na obeh straneh in dosti poštenih, po drugi strani tudi precej pokvarjenih. Zato pa pravim, ne besede, dejanja so važne. Se tudi velja, ne, tisto znano reklo, ne, po njih delih jih boste spoznali. Ko sva se enkrat pogovarjala na televiziji, na javnem mediju, ste izpostavil prav, tudi kar se tiče otrok in vsega tega odnosa, to, kar je gospod Korinčič odprl, je pravzaprav glavni problem Slovenije in Evrope, je demografija, odnos do dela. Kakšen je vaš odnos do dela, doktor Štrancar, in v kakšnem smislu ste vzgajali tudi otroke, ne? Jih imate 5, tako da vi ste že odgovorili skupaj z gospo Marjeto na izziv demografije. Ni enostavno v tej dobi otroke vzgojiti tudi v nekem odnosu do dela, kot si ga predstavljamo starejši. No, tle moram malo paziti, da ne bo Kovačeva kobila. Ja, jaz pač se trudim predvsem z osebnim izgledom, mogoče včasih pretiravam s tem osebnim izgledom, ker mogoče so moji delovniki predolgi, ampak vse, kar pravzaprav lahko naredimo, koristnega vedno temelji na delu in to poštenemu delu. In pač to se mi zdi, da je ena velika vrednota, konec koncev tudi poznamo, ne vem zdaj točno kjer red, ampak moli in delaj. Jaz celo drugače rečem, delaj in moli. Tako. Ja, hvala. Ja, bližajo se volitve. Jaz bi takoj podprl ta predlog, da bi gospod Štrancar vodil to našo slovensko vlado, ampak jaz mislim, da volitve diktirajo mediji. Kdor ima medij v oblasti, ta bo volitve zmagal. Tako so te naše izkušnje. In občutek imam, da nam že lansirajo to novo ime. Ne vem, ali je to ta Prebilič ali je kdo drug, ampak že se mi zdi tako, da se pripravlja teren. Goloba ste pač, vemo, da odhaja in mu ne bo slavo, tudi ko bo končal do svoje. Ampak kaj mislite vi o teh kandidatih, ki nam jih lansirajo? Rekel sem za Prebiliča. No, vemo, da je Biserka Toš agencija že dolgo na delu z anonimnim raziskovanjem javnega mnenja, tako da pač oni imajo te možnosti in tudi denar, da se to grejo. Ja, medije imajo, ampak gledajte, tudi Trump v Ameriki ni imel za sabo medijev, razen Fox Newsa, ki je bil približno neutralen, mogoče za spoznanje na Trumpovi strani, so vsi drugi mediji prav
bom rekel, satansko napadali Trumpa. Ne bom se zdaj spuščal pač v to, kako se kakšno obnaša, ampak Trump je zmagal in to zelo zmagal. Torej, niso izgovor mediji. Se pogovarjamo, imamo socialna omrežja, tudi kakšna gostilna včasih pri kozarcu, ki pomaga za razsvetliti kakšnim prenepetežem stanje v njegovi denarnici, da si preračuna, koliko mu je še ostalo v denarnici pod to vlado. Tako da jaz nisem tako pesimističen, da bomo zaradi tega, ker nimamo medijev, izgubili volitve. Mislim, da mediji niso tisti glavni razlog. Mi smo tisti, vsak posameznik, kako se obnašamo in tisti kandidati, ki bojo pač stranke pokazale na volitvah. Recimo, znano je, da sem gospoda Harija podpiral kot kandidata za predsednika Nove Slovenije. Ja, neka demokratična stranka bi bila vesela še enega kandidata. Mislim, da temu tam ni bilo tako. Predvsem pa, kaj je sledilo potem. Vsak pameten predsednik izvoljen bi ponudil proti kandidatu neko mesto v svetu stranke. S tem združuješ, s tem jačaš. Gospod Harej ni dobil nobene pozicije, tako da problem so tudi ti naši politiki na tako imenovani desni strani. Ogromno egoizma, neznanja, nesposobnosti in tudi precej korupcije. Tako da mislim, da je bolj vprašanje, kakšne kandidate nam bodo te stranke lokalno ponudile, take, ki jim bomo lahko zaupali, za katere vemo, da lahko verjamemo, da se bojo trudili, ali dvigovalce po principu fašistov, ko v parlamentu dvignejo 50 glasov, s tem, da ne vejo, da pravzaprav da se svojim glasovalnim strojem kršijo zakonodajo, tudi ustavo, in da mogoče je bo nekdo enkrat poklical na odgovornost. Jaz bi se ne počutil tako suvereno, kot so se počutili 45, ko so prišli iz gozda, z puškami. Tega ni. In absolutno se ne bi počutil tako suvereno, kot se ti dvigovalci rok zdaj počutijo. Torej, parlament mora priti ljudje, ki imajo osebno integriteto in bojo glasovali za dobro vseh, ne samo za nek fašistični ozki krog. In tudi na desnici naj se pač politiki in vodje strank vprašajo, kjer ljudje bojo dali na liste, da jim bo pač okolje zaupalo. Če daš ti na listo nekoga, ki mu okolje ne zaupa, potem ta ne bo izvoljen. Če velja nekdo v okolju kot nepošten, najbrž glasov ne bo dobil. V Ajdovščini imamo župana, ki je SD. Jaz sem bil zelo proti njemu na prvih volitvah. Me je zelo pozitivno presenetil. Tako da ni nujno, da je lev kandidat slab in ni nujno, da je desen dober. Ampak zakaj je ta kandidat v Ajdovščini, ki ponavadi izvoli dva desna v parlament, zmagal kandidat SD? Zaradi tega, ker pač desnica ni dala pač primernega kandidata. Drži? Torej, volitve zmagamo na lokalni ravni z ljudmi, ki jim pač lokalno okolje zaupa. Mediji, ja, bojo prali možgane, ampak mislim, da je še vedno začne pri vsakmu posamezniku, koga bo zbral in koga bo nekdo postavil na listo. In tudi levičarji zaupajo poštenemu desničarju in tudi desničarji zaupajo poštenemu levičarju. Zopet primer v Ajdovščini. Desničarji zaupamo levičarskemu županu. Evo.
Smo pri koncu tega pogovora. Hvala, dr. Štrancar, za tak iskren, pronicljivo misel, ki je dodobra osvežila to našo sceno. Končno veliko smo govorili o medijih, o problemu medijev, tudi ta naš dogodek je bil medijski dogodek in vsak od nas je medij, če govori in širi pametne ideje. Če sklenem, držimo se teh slovenskih in primorskih vrednot, kot pravi dr. Štrancar, bodite pogumni in pa držimo skupaj. Ne? Hvala lepa. In bodimo optimistični. Da. Nič hudega nam ni.